Novih omejitev pa so bili ta teden deležni tudi upokojenci. Da bi se lahko bolje obvarovali in izognili stiku z ostalimi nakupovalci, so za njih trgovine odprte le še 2 uri na dan, in sicer med 8. in 10. uro zjutraj. Nad tem ukrepom pa niso navdušeni prav vsi upokojenci, saj je za marsikaterega to ravno v času kosila. Spet drugi pa imajo pripombe glede časovne omejitve. Za nas res je katastrofa. Imam samo vremena od 8 do 10. To je malo časa, da se obavi neke stvari koje može. Ja, nekaterim upokojencem 2 uri nista dosti za ukrepe, kar je mnenje, ki ga podpirajo vse ženske na svetu. Z novim ukrepom bodo slovenski upokojenci kmalu prevzeli vlogo, ki so jo do zdaj imeli slovenski najstniki. V petek zvečer bojo stali pred trgovino, pa iskali osebo primerne starosti, ki jim lahko kupi alkohol. Med nezadovoljnimi upokojenci pa se najdejo tudi taki, ki menijo, da jim je z ukrepom bila vzeta pravica do osebne svobode. Kaj pa naš sonček, ki ga rabimo na stare leta? Nič. Da bom šla domov, pa noče pela, namesto bi šla na sonce. Kaj naj rečem? Ljudje smo si pač različni. Nekateri sonce dobimo na sprehodu v naravi, drugi pa na oddelku sadja in zelenjave. Upokojence pa ta teden težav niso povzročale le trgovine, ampak tudi pošte in banke, saj je bil minuli torek dan za izplačilo pokojnin. V izogib gneči in dodatni izpostavljenosti virusu je vlada penzioniste pozvala, naj svoj dvig pokojnine odložijo za kak dan ali 2. Toda v torek zjutraj se je pred banko zbralo več upokojencev kot na koncertu Josipe Lisac. Ko jih je naša ekipa ujela med odsvetovano dejavnostjo, pa je vsak ponudil svoj izgovor. Ne. En denar moram položiti. Ne, prišla sem kupiti tole. Ne vem, jaz nisem nič slišala o tem. Ja, jaz sem iz Ivančne. Ne vem za vas, ampak moj daleč najljubši izgovor je: jaz nič ne vem, jaz sem iz Ivančne. Predlagam, da ta stavek od zdaj naprej postane izgovor za vsako stvar, ki jo naredite narobe. Vas ujamejo izven svoje občine: jaz ne vem, sem iz Ivančne. Vas opozorijo, ker ne upoštevate varnostne razdalje: jaz nisem vedela, jaz sem iz Ivančne. Vas zalotijo, ko poskušate potihem uvesti policijsko državo: jaz ne vem, jaz sem z Grosuplja. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.